Pozdravljeni vsi skupaj na prvem online koncertu, ki ga organizirata Europe Direct Savinjska in pa Celjski mladinski center v počastitev današnjega sobotnega dneva Evrope. Dan Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, vse od leta 1950, kot nekdanji zunanji minister Robert Schuman predstavil načrt novega političnega sodelovanja v Evropi in prav ta Schumanova deklaracija velja za začetek današnje Evropske unije. Zato EU praznuje na 9. maj svoj rojstni dan. In ta namen z naše strani za vašo uživancijo združeni v glasbi skupino Spotless Minds. Mi smo Spotless Minds, yo.
veš? Kaj ne veš? Ti pa sploh ne veš nič. Dober si ga zašmajso. Ja. Legenda. Bas je ful preveč na glas. Bas je preveč na glas, se tako zmeri. Ja. Ti si na tih. Kaj je, Berti, si se potivno? Gremo dalje. Mi se javljamo od doma. Bog ve, kako dolgo bomo še mogli biti doma, ne? Pa to. Gangsta life. Jaz pa, mene so pa nasrali, da sem mogel dati majico dal, tako da. To ni bila moja ideja. Le čigava je bila. Ja. Je pa ponavadi moja ideja. To pa je res. Kaj, gremo naprej? Ko imamo naslednjega? Ne vem, treba se zmeniti. 20 years. 20 let. Berti, ko boš, kar začni. Comes a time every year when people are dying, Then comes a time every year when people are dying.
Tako je to. Tako je to. Tako je to, ko se ne vidiš. Hit smo prišli do zadnjega komada. Draw my head. Trouble head. Klik pa verjetno treba, ne? Našti mi peljo klik. Ja, valjda. Kaj je? Čakaj, tuna. Tunamo. Berti, tuna. Draw my head. Draw my head. Head. Draw my head. Peljo, go!
Pozdravljeni vsem, ki ste spremljali tale super online koncert in sicer v izvedbi benda Spotless Minds in nadaljujemo prav z njimi in sicer z nami je Dejan Čanda. Čau Dejan! Pozdravljeni! To je uvod, super. Evo, malo bomo poklepetala, kratek vprašalnik, intervju imela, da vidimo, kako se je sploh skupina Spotless Minds začela. Kje so vaši prvi začetki? Ja, naši prvi začetki, zdaj lahko bi bolj filozofirali in rekli, da že od samega rojstva, ne? Ker imamo različne poti, svoje osebne in smo se zelo pozno spoznali v svojih letih, ne? Tako da smo že kar nekaj dali prej čez nekih stvari. Tako da jaz bi rekel, moje osebno mnenje je od rojstva, kar se tiče pa benda, pa je 5 let skupaj, odkar smo se spoznali, odkar sem spoznal svoje 3 najboljše prijatelje zdaj in to je to. Torej, 4-članska band ekipa, odkot pa ideja za ime? Ja, ideja za ime je tako čist spontano, se pravi neko obdobje, ko smo s Tomažem Bobnarjem na placu, smo prišli na idejo, da pač bomo imela band in da rabimo neko ime, ne? In potem je vsak prinesel par idej in se nam je ta najbolj zdela pač kulska in to je to. To je to, super. Ja. Evo, pred samim nastopom, imate kakšne rituale, ki jim sledite? Ja, nekako pač se mi zdi, da čisto vsaka skupina ali pa ekipa športna ima pred svojo tekmo oziroma nastopom nek bonding. Tudi mi najdemo zmeri nekaj novega, da se pred koncertom sprostimo in zmotiviramo. Drugače pa pač v bistvu že sam objem in stisk roke, ki imamo svoj pozdrav, damo 4 roko skupaj, pa naredimo pest, da smo eno in pač nam je to to. Super. Če ne bi bilo trenutnih omejitev ali pa nasploh vaša želja, kje bi lahko nastopali, če bi si zaželeli karkoli? Ja, pač pri nas je tako, da mi si želimo nastopati kjerkoli, kadarkoli. Pripravljeni smo deliti našo glasbo vsak dan, če bi bilo treba. Kar so pa večje sanje, so pa seveda pač veliki festivali, kot so Woodstock. Pa če bi se lahko vrnili še mogoče 20 let nazaj oziroma 30, bi bilo še boljše. Takrat bi pa res igral v otroških letih. Ja. Cool. Imate pa tudi svoje avtorske pesmi, je res? Ja, mi že od samega začetka smo se odločili, da pač neko ustvarjanje glasbe se nam je zdelo pač potrebno, da izhajaš iz sebe, da ne kopiraš. Vsi smo se učili na coverjih, ampak ko smo začeli band, smo si rekli, da ne bomo coverjev delali, se že nekaj znamo zašpilati in smo sam avtorski špilali in pač nikoli nismo coverje igrali, ne na koncertih, ne na vajih, no. Tako da smo od samega začetka v bistvu je na nas vplivalo vesolje in ideje, ki so pač padele iz njega. Pa vsi 4 pišete, se dopolnjujete ali včasih en napiše celo pesem ali sodelujete? Ja, seveda, da prihaja da včasih en, včasih drug, ker pač enkrat ima en bolj kreativen čas in ima glavo bolj pri tej stvari. Je pa pol tak, da se pač ideja da skupaj in se skupaj dokonča stvar, da vsak pač doprinese glasbi, ker si želimo, da je pač vsak vključen v proces dela, da smo vsi enaki in je to, ne. Vsi smo krivi, če je kaj narobe, ali pa vsi smo zakon, če je fajn, ne. Team spirit. Team spirit, ja. Super. Kaj pa misliš, kaj bi vi še dodatno potrebovali, da bi bili bolj uspešni, bolj prepoznavni? Ja, baje, da rabiš samo en dober komad. Ok. Se pravi, rabiš mu svojo muzo, ha? Ja, ne vem, ja. Baje, da en komad, pa je to, ne. Tako da čakamo. Ne dvomim, da se trudite pa delate na tem. Ja. Zdaj pa malo gremo v današnje situacije, današnje razmere, ko se vsi prilagajamo trenutnim novim razmeram, ki kažejo, da bodo
realnost kar nekaj časa. In tudi programe v ta namen malce prilagajamo. Se pravi, naredili smo naš prvi online koncert, prvi za tebe, prvi za nas. Kako se ti zdi ta ideja online koncertov? Ja, super, no, zdaj sploh zato, ker smo vsi delali to prvič in ne bo nekaj novega, da se loti take stvari. Nova izkušnja, nov sistem dela, pač očitno se bo treba navaditi še kar nekaj časa tako nastopati, no, vsaj letos verjetno. Tako da bomo probali tudi mi večino časa online koncertov zdaj prirejati. Kar se tiče pa samega feelinga, pa to pa tako vsi vemo, da ne more to nadomestiti Švica iz odra in ljudi, ki so spodi, da uživajo, se imajo fajn, da ta energija gre, to je ves point vsega. Tako da pač, ampak nijamo kaj, ne, tako je, treba to sprejeti in furati stvar dalje. Super, Dejan, ful ti hvala za tale najin intervju. Nama je bilo veselje skupaj sodelovati, da smo tale koncert naredili in upam, da bojo vsi tudi navdušeni in da bomo še imeli podporo še te stvari naprej delati in da tudi Spotless Minds upam, da čim prej uživa spet. Ja, hvala lepa za povabilo in za izkušnjo, ki je bila nepopisna prva. Hvala Mladinskemu centru Celje in hvala Europe Direct za support. Upam, da se vidimo čim prej na odru in za odrom. Hvala. Spremljajte naprej še naše socialne omrežja in pa spletne strani, ker bomo nadaljevali z multimedijskimi vsebinami in tudi upam, da z online koncerti, zato pridno nas spremljajte, da boste na takočem z vsem našim dogajanjem. Upam, da ste uživali, upam, da ste se fotografirali in snemali. Če ste, pošljite na MCC, da boste vi naš fotograf in da vidimo, kaj smo skupaj naredili za ta dogodek. Čau in uživajte še naprej.